Vprašanje so sedaj pripuščena vas. Jaz sem zelo rekel, da če te dve ne podpišejo aneksa, kaj sledi odpoved? Tako če že rekel, jaz tudi sami pravijo, da verjamajo, da je ta cilj dosegljiv. To pomeni, da bojo ta sredstva na koncu sezone vseeno dobili. Če verjamajo to, potem jaz ne vidim nobenega problema, da tega ne bi podpisali. Se pravi, jaz upam, da bojo. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če tega ne podpišejo, mislim, da zdaj v tem trenutku je brezpredmetno ugibati, ampak bomo pač na osnovi tega, če bo prišel predlog z njihove strani ali pobuda z njihove strani, smo pa posebej zanimljivo, da bomo videli, kaj to prinese, kaj to pomeni. Kapetano ste mnogo že določko? Ne. Tu bo trener oziroma ekipa tista, ki jo bo določila. Mislim, da bo to, ko bo ekipa se to pozbrala, da bo v tem odločila. Da bo z mano imeli novi trenerja? Ta krok trenerjev se nekako zožil. Jaz mislim, da v roku meseca dni se bo vedelo, kdo je novi trener rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Pogovori so že, zadeve so že tako daleč, da ampak ni še nič uradno potrjeno. In tudi takrat se bo vedela usoda vseh teh igralcev, ki jim poteka oziroma poteče pogodba. Jaz sem to včeraj tudi ekipi povedal, jaz sem dejal, da bojo do Božiča vedeli, kako in kaj za naprej, ampak zaradi danih razlogov oziroma situacij, v kateri smo, to pomeni, da še ni trenerja, vodstvo kluba oziroma upravni odbor ne želi odločiti o tem sam, kajti mislim, da strokovno vodstvo mora odločiti o tem, kateri igralci so tisti, ki si jih želi videti v ekipi. Na name bo potem, da vidim, če to po finančni plati seveda tudi spada v ta kontekst. To pomeni, da načeloma so tisti, ki imajo pogodbe še za naprej bo ostali? Imajo še naprej pogodbe ostajajo, tako da na vse računamo resno. Kdaj ne bi nastopil novi trener? Po koncu sezone? Ne, Miro Požuna ostaja do 36. trener, to je prvi 7. nastopil novi trener. Kdaj vas to vedel, kakšen bo proračun za naslednjo sezono? Mislim, da tudi odvisno od tega, koliko se bojo zadeve odvijale, v katero smer bo šlo, mislim, da bo to vidno že meseca februarja, imamo že nekaj odločilne tekme, kaj to pomeni. In sigurno se bo tudi takrat, ker dejstvo je, da če nisi več v borbi za mesto v Ligi prvakov oziroma za domač naslov, potem bo tudi posebej ti sponzor oziroma vsi ti sponzori temu prebeno vložili v naš klub. Mi imamo trdno podpisane pogodbe, ampak sami vete, tudi danes imamo trdno podpisane pogodbe, vsi ti naši sponzori težko izpolnjujejo to, zaradi tega se tudi pojavljajo določena zamuda plačil. Igralci s tem seznanjeni, razume situacijo, kar moram reči, da zelo pohvalno, kajti noben od igralcev ni delal nekih problemov, ampak situacija je taka, da te pogodbe, ki so podpisani, mi ne moramo biti 100% ali bo realizirane. Do zdaj so bile, upamo, da bo tako naprej. Lahko na koncu tudi, če malo se poigramo s teorijo, lahko tudi drugo mesto prinese Ligo prvakov. Ne vemo, kaj bo to. Zakaj pa enostavno ne dati odpoved, oziroma, če se tako ne zadovoljni v našem, to je moj tudi tako? Ja, to bi bilo najlažje, ampak jaz pravim, vidim tako, najlažje je rušiti, to ni en problem, pa potem zopet to zgraditi, pa težko. In še posebej take cilje, ki jih Celje ima in vsi verjamemo v njih, da jih lahko uresničimo, to ne bi bilo, rekel, pametna poteza vodstva kluba oziroma uprave kluba. Ko sem pa že neštetokrat povedal in to povem tudi danes in to bom poudarjal vedno, če se pa kdo od igralcev počuti v tem klubu slabo, je nezadovoljen,
misli, da se mu godi krivica, pa ni noben problem. V klubu smo vedno dosegljivi za razgovore, se lahko sedemo in dano situacijo rešimo, da je pa upravni odbor nezadovoljen predvsem za obnašanje, da moramo vedeti, da nesporne kvalitete Uroša, igralske, tukaj ni debate. Uroš je, bi rekel, tudi mogoče zaradi tega te želje po zmagi včasih tudi odreagira tako. In jaz nekaj stvari razumem kot sam višji igralec, da si vroč v danih momentih, ampak morate vedeti, da ti naši člani uprave, delno sponzori sedijo na tribuni in jih predvsem moti. Tudi sami ste že velikrat komentirali obnašanje Uroša, kaj včasih tudi to prenese, bi rekel, klub minus. Če je zdaj upravni odbor, se pravi zahtevu, da se vzame njeno kapetanski trak, to pomeni, da mora on tudi določiti novega kapetanja, to pomeni, da posega v ekipo, da v bistvu ni bistveno, ali ekipa želi, da je Uroš kapetan, da upravni odbor, se pravi upravni odbor, da se razlika novega kapetanja. Če ste razumeli, če kaj ste napisali, povedate. Ne, jaz sem že prej rekel, da trener oziroma ekipa bo zbirala kapetana. Upravni odbor mu ga je vzel. Zdaj, po mojem, če bo ekipa rekla, da je Uroš tisti, ki je lider, vodja, potem mislim, da bo tukaj se upravni odbor mogel s tem sprijaditi. To se pravim, če bi se mi ali pa upravni odbor želel mešati v strokovno delo, potem bi neke stvari verjetno že drugače odločili, bi že prej naredili, ampak mislim, da neki pa obstajajo neka pravila igre, kot lahko kdo gre. Mislim, tukaj so oni tisti, ki v kabini oziroma na igrišču odločajo. Mogoče to, na vse tole zgleda, da so v bistvu razmere zelo slabe, da je odnosi zelo slabi, kakvi so pa odnosi v ekipi, ali spet kaj poslabšeni, kaj na vse, kar se dogaja. Jaz smo reči, da včeraj so bili igralci, jaz to prinesel, šokirani, jaz jih razumem. Tudi jaz sam sem bil nad nekaterimi odločitvami oziroma razmišljanja upravnega odbora, kaj se bo zgodilo, kaj se naj bi zgodilo. Ampak, ko sem dejal, očitno je to sestavni del športa, da tudi te stvari zraven spadajo. Vsi vemo, da v Celju so pritiski takšni, drugačni, vedno bili in vedno bojo. Po drugi strani pa razumem naše največje sponzore, oziroma podpiram to njihovo odločitev, kajti tudi sami so na nek način od svojih nadzornih svetov postavljeni ob zid, kajti če pogledamo vse ostale klube in en lep primer nam je lahko Union Olimpija, za kakšnim vložkom se bori, kaj kaže na igrišču. Po drugi strani pa lahko čitamo, da rokometni klub Celje Primorsko ima, bi rekel, je eden najbolj organiziranih klubov v Sloveniji, ima zelo lep proračun, ampak tega ni videti na igrišču. Odnosi v ekipi so pa taki, kot so to, mislim, da lahko ekipa sama najbolj odgovori. Jaz bi lahko sam to rekel, da po vseh teh nekih razgovorih, oziroma kontakti, ki sem imel, sem včeraj zvečer prvič slišal, da je ekipa rekla, kaj pa zdaj se moramo pa skupaj vsedi pa nekaj reči.